Pa poglejmo, danes se ne bomo ukvarjali samo s preteklostjo, ampak s tem, kako so jo videli in o njej pripovedovali pred več kot 100 leti. In to skozi eno samo res posebno knjigo. Res je, tole ni kar en star učebnik, to je pravi časovni stroj. Sama knjiga je naš vodnik, glavni lik, ki nas bo popeljal v miselnost nekega sveta, ki ga danes pravzaprav ni več. In evo je zgodovina novega veka. Samo zamislimo si mlad dijak, recimo v Ljubljani leta 1900. Svet se mu zdi urejen, stabilen, prihodnost se zdi jasna. In v rokah drži tole knjigo. Knjigo, ki mu opisuje svet tik preden bo vse skupaj eksplodiralo. Svet, ki ga danes, če smo iskreni, komaj še prepoznamo. Naše potovanje skozi to časovno kapsulo bo potekalo nekako takole. Najprej bomo pogledali, zakaj so bili v središču vsega veliki vladarji. Potem, kako so svet videli kot eno samo nenehno bojišče, pa kako so razumeli osvajanje novih svetov. In čisto na koncu bomo sestavili sliko, kaj nam vse to pove o svetu, ki je takrat stal, res na robu prepada. Torej, ključno vprašanje, ki si ga bomo zastavljali, je preprosto. Kakšno sliko sveta je ta učbenik pravzaprav slikal? Katere vrednote, morda strahove, ambicije je prenašal na tisto generacijo, ki je vstopala v, verjetno eno najbolj norih stoletij v zgodovini? Že na prvih straneh postane jasno. To ni zgodovina, kot jo morda poznamo danes. Ne govorijo o družbenih gibanjih, o ekonomiji. Ne, to je zgodovina, ki jo poganjajo mogočni posamezniki, kralji, cesarji. Njihove osebnosti in dejanja so tisto, kar šteje. Poglejmo tole. Prvo poglavje se sploh ne začne z nekim velikim dogodkom, recimo odkritjem Amerike. Kje pa? Začne se z osebnim opisom cesarja Maksimilijana. Učbenik dobesedno piše, da je bil brhek, visoke rasti, z rumenimi lasmi in modrimi očmi. Zgodovina je tukaj podana zelo osebno, skoraj kot nek roman. In takšnih zgodb je učebnik polne. Tale citat ni samo neka anekdota za popestritev. Ne, to je bilo učno orodje. Zgodovinske osebnosti so s tem postale živi ljudje, skoraj filmski junaki, in dijaki so se z njimi seveda lažje poistovetili. Ampak pozor, ni šlo samo za osebne prigode. Učbenik Maksimilijana slika v dveh lučeh. Na eni strani je ta priljubljeni vladar, ki se druži z ljudstvom, na drugi pa resen vojaški reformator, ki je ustvaril moderno pehoto. Ta dvojna podoba je bila očitno ključna. Bil je hkrati človek iz ljudstva in mogočen vodja. Vendar vojna ni bila edino orožje. Daleč od tega. Učbenik močno poudarja še nekaj drugega, mogoče celo močnejšega, in to so poroke. Tale preprosta tabela kaže njihovo genialno strategijo. Logika je bila preprosta. Zakaj bi se boril, če lahko svoje otroke preprosto poročiš in podediješ cel imperij? In ta slavni latinski moto, ki ga najdemo v učbeniku, pove praktično vse. Bela gerant alii, tu felix Austria nube, ali po naše, naj se drugi vojskujejo, ti srečna Avstrija se poročaj. Sporočilo dijakom je bilo kristalno jasno. Prava moč ni samo v mečih, ampak v poročnih pogodbah. In če so bili vladarji motor zgodovine, potem je bilo gorivo zagotovo konflikt. Učbenik resnično slika svet, ki je v nenehnem stanju vojne, bodisi odprte, bodisi prikrite, stalno. Dovolj je že, da preletimo kazalo vsebine. Strani so polne naslovov, kot so doba 30-letne vojne, španska nasledstvena vojna, Leopoldova prva vojna s Turki. Celotna pripoved je strukturirana okoli vojn. Mir je v tej zgodbi samo premor med konflikti, ne pa neko naravno stanje. Prvi veliki konflikt, ki ga učbenik postavi v ospredje, je seveda notranji. Gre za razkol krščanstva. Reformacija tukaj ni predstavljena samo kot nek teološki spor, ampak kot res epohalen dogodek. Nekaj, kar je do temeljev pretreslo evropsko družbo in sprožilo celo stoletje nasilja. Tale časovnica lepo pokaže, kako je učbenik poskušal vnesti red v ta kaos. Vse se začne z enim samim dejanjem, leta 1517, ki sproži cel plaz. Potem sledi tisti dramatični nastop v Wormsu, pa rojstvo izraza protestanti. In na koncu krhek mir, ki je Evropo pravzaprav razdelil za stoletja. In spet smo pri istem vzorcu. Poudarek na osebnem. Celo tako ogromen dogodek, kot je reformacija, je prikazan skozi dejanja enega samega človeka. Učbenik dobesedno opisuje, kako se je Luther napotil v Worms in je v pričo sijajnega zbora zagovarjal svoje nauke. Velika zgodovina je torej spet prikazana skozi prizmo osebnega poguma. Ampak medtem, ko se je Evropa trgala od znotraj, je na njenih vratih stal
zunani sovražnik. Pripoved o spopadih z Osmanskim cesarstvom je res rdeča nit te knjige. Od katastrofe pri Mohaču pa vse do obleganja Dunaja. To ni bilo predstavljeno le kot neko vojskovanje, ampak kot boj za preživetje. Za preživetje celotne civilizacije, kot so jo takrat razumeli. Seveda pa se pogled ni ustavil na mejah Evrope, a tukaj je treba biti pozoren. Doba odkritij je v tem učbeniku predstavljena predvsem kot doba osvajanj. In kdo je v središču te pripovedi? Spet posamezniki. Magellan, Cortés, Pizarro. Oni so junaki te zgodbe. Drzni možje, katerih dejanja so, tako pravi učebnik, spremenila zemljevid sveta in prinesla ogromno bogastva in ozemlja evropskim kronam. Tale stavek iz učbenika pove praktično vse. Cortés ukaže, naj potopijo ladje, zato da bi svoje ljudi prisilil v boj na življenje in smrt. Sporočilo ne bi moglo biti bolj jasno, poti nazaj ni. To ni zgodba o radovednem raziskovanju, to je zgodba o brutalnem, neusmiljenem osvajanju. In kakšne so bile posledice vsega tega? Učbenik jih predstavi zelo pragmatično, skoraj kot poslovno bilanco. Iz Amerik pridejo zlato, srebro, krompir, iz Evrope pa živali, žita, kava. Vse skupaj je prikazano kot preprosta izmenjava dobrin. Gre za pragmatizem, ki pa popolnoma, ampak res popolnoma, prezre ogromno človeško ceno enega največjih prelomov v zgodovini sveta. In s tem počasi prihajamo do zaključka. Kaj se zgodi, če vse te koščke sestavimo? Podarek na velikih vladarjih, na nenehnih konfliktih, na osvajanjih? Kakšno sliko sveta dobimo? In morda še pomembneje, kaj nam ta zgodovinska pripoved dejansko pove o času, v katerem je nastala? Slika sveta, kot so jo videli leta 1900, je torej precej jasna. Zgodovino krojijo močni posamezniki, kralji, ne pa ljudstvo. Svet je nevarno bojišče, polno notranjih in zunanjih sovražnikov. Evropska ekspanzija ni problematična, ampak je junaško dejanje. In v središču vsega tega, vsaj za bralce tega učbenika, stoji mogočna Habsburška monarhija. To je bil svet, v katerem so živeli tudi slovenski dijaki. In to ni bila samo lekcija o preteklosti, niti slučajno. To je bila priprava na prihodnost, na svet, kot so ga razumeli, svet imperijev, ki nenehno tekmujejo za prevlado. Dijaki, ki so to brali leta 1900, so se pravzaprav učili o svetu, ki bo samo 14 let kasneje zgorel v plamenih Prve svetovne vojne. In grozljiva resnica je, da so mnogi izmed njih v tisti vojni tudi umrli. Vsaka generacija očitno piše zgodovino na novo in s tem morda razkrije več o sebi, kot pa o sami preteklosti. Tale učbenik je bil res ogledalo svoje dobe. Dobe na prelomu stoletja. In vprašanje, s katerim lahko zaključimo, je precej očitno. Kaj bo ogledalo našega časa nekoč pokazalo prihodnjim generacijam?